Pa kar začnimo torej z današnjim webinarjem o tem, kako prirejati webinarje. Torej, webinarji so ena takih stvari, ki se zdijo na prvi pogled precej enostavne. Kaj pa je to? Nekaj pripraviš, organiziraš eno orodje, preko katerega lahko govoriš, preko katerega te lahko poslušajo, in je to. No, ni čisto tako enostavno, kot smo spoznali tudi mi v tem letu, odkar jih prirejamo. Dobro je imeti en seznam stvari, na katere je treba pomisliti, preden se webinarjev dejansko lotimo, in v teh 20 minutah je moj cilj, da vam malo povem, kako smo se tega lotili mi. Torej, prva stvar, na katero je treba pomisliti, je, zakaj organizirati webinar, a nam bo koristil pri našem delu. Ne samo, a bo koristil tistim, ki jim je namenjen, ampak predvsem, kako bo nam pomagal pri poslovanju s strankami oziroma pri potiskanju strank naprej v marketinškem lijaku, ki ga lahko vidite tule na sliki. Torej, webinar, res da delamo webinar za svoje potencialne stranke, ampak za tiste, ki imajo potrebo ali pa, ki so že dovolj zrele za webinar. In to pa niso vse, recimo tukaj vidimo marketinški lijak, top of the funnel, middle in pa bottom, in webinar je primeren za tiste, ki so na sredini. Torej, niso hladne, že nekaj vedo o nas, o dejavnosti, o produktu, ali pa storitvi, ki jo ponujamo, niso pa še toliko ogrete, da bi se že odločale za nakup. Torej so nekje na sredini tega procesa. In zato pravzaprav to mora biti naš premislek in pomislek, ko organiziramo webinar. Da premikamo naše potencialne stranke naprej po marketinškem lijaku, torej da jih nekako s tem ogrejemo še malo bolj za nakup našega produkta ali storitve, pa tudi zato, da dejansko vemo oziroma da zapišemo v podatke o potencialnih strankah, da jih zanimajo webinarji, kakšni webinarji jih zanimajo, torej kje so v tem nakupnem procesu. Mi si bomo sedaj na primer zabeležili, da vas vse, ki ste se prijavili na današnji webinar, zanima organiziranje webinarjev. In bomo to informacijo imeli ves čas v mislih, ko bomo delali še kaj z vami, in jo bomo morda tudi kdaj uporabili. Tako da izobraževanje čez webinarje in webinarji niso sami sebi namen, ampak s tem tudi mi nekaj počnemo. Seveda pa prek njih tudi potencialnim strankam dajemo koristne informacije ali o naši storitvi ali o našem produktu ali o tem, kako dejansko uporabljati eno ali drugo. Torej, webinar ni samo webinar. Torej, teh 20 minut je končni produkt dela nekaj tednov ali mesecev, odvisno, kako kompleksna je tema. Webinar torej vključuje pripravo vsebine, obveščanje udeležencev, potencialnih strank o tem, kdaj bo, pripravo landing pagea, tudi follow-up, torej tudi po webinarju ne smemo kar nehati migati, ampak moramo tudi kaj narediti. Nastavitev segmentacije, koga vabimo, ali pa logiranje udeležbe oziroma tudi logiranje udeležbe, tako da vemo kadarkoli, kdo se je udeležil webinarja in katerega webinarja se je udeležil, in obenem moramo potem tudi vedeti, kaj s to informacijo početi. No, pa če gremo na čisto konkretne stvari, sedaj, ko smo malo strateško uokvirili, zakaj pravzaprav prirejati webinarje, tole pa sedaj nekaj bolj en seznam čisto konkretnih nalog, kaj je treba narediti in kako se lotiti organizacije webinarja. Torej, gotovo je osnovna naloga, da najprej premislite, ali imate govorce oziroma kdo bi bili govorci, ki bi na webinarju lahko nekaj predstavili oziroma predavali. Ko to določite še celo ekipo, ki je zadolžena za organiziranje webinarjev. Torej, treba je vedno določiti temo, treba je voditi, to smo že pokrili z govorcem, potem pa je treba webinar tudi promovirati,
organizirati v smislu, da določimo termin, določimo, kje bo, oziroma si rezerviramo nek prostor, o tem bomo govorili še malo kasneje, da določimo, preko katerega orodja bomo webinar predvajali. Skratka, vse te male, banalne stvari, ki pa so nujno potrebne, da webinar dejansko steče. Dobro je tudi, kot se je izkazalo danes, da ima tudi med webinarjem pa pred webinarjem govorec ob sebi nekoga, ki skrbi za tehniko, torej ki skrbi za to, da se sliši, da dejansko vidite na zaslonu pravo prezentacijo in vse te stvari. Tudi to so pomembne zadeve, na katere govorec v bistvu nima časa misliti pred webinarjem, ker ima v mislih samo temo webinarja. Tako da, ko imate enkrat ekipo, ki bo skrbela za webinarje, sestavljeno, je potem treba premisliti še, kakšen tip webinarja bi pravzaprav organizirali. Webinarji so lahko različni, mi večinoma prirejamo webinarje z enim govorcem, imeli pa smo tudi že webinar, kjer sta enakovredno sodelovala dva govorca in sta se dopolnjevala. Je pa še cel kup drugih načinov, ne, je pa odvisno od teme, pa od mogoče tudi tistega, ki organizira seminar oziroma webinar, kaj bi bilo njemu najljubše, ne. To se pravi, en govorec je sicer, kar se tiče organizacije, precej tak najenostavnejši tip, zaradi tega, ker je govorec sam, ker se pripravlja sam. Potem pa je po drugi strani nek tak pomislek, da pa je to zelo učiteljsko, ne, torej to je zelo tak šolski sistem izobraževanja in zato včasih udeleženci nočejo postavljati vprašanj, ker se zelo postavijo v tisto šolsko vlogo, ne. Potem imamo webinar, kjer poteka prezentacija v obliki intervjuja, torej nekdo sprašuje, drugi odgovarja. To nam že poveča kompleksnost zaradi tega, ker je več sodelujočih ljudi. Drugi tip takega webinarja je pa tisti, ki smo ga mi sicer že imeli, ko sta naša Igor in Miha pripravila webinar, kjer sta se medsebojno dopolnjevala. To je spet kompleksno, ampak obenem tudi bolj sproščeno, ker sta že dva in udeleženci dobijo večji vtis interaktivnosti in da se lahko tudi sami kdaj oglasijo. Potem pa je še en tip webinarja, kjer sodeluje celo več govorcev kot okrogla miza. Super, ker dobiš več pogledov, več vidikov določene stvari, obenem pa je to še bolj zapleteno, še bolj kompleksno, še več ljudi sodeluje, plus da se lahko zgodi, da sodelujoči govorijo drug čez drugega in potem na koncu pride do zmede, namesto da bi bilo vse jasno povedano. Še en in zadnji tip webinarja je pa tak interaktiven, torej da lahko udeleženci oziroma celo morajo precej sodelovati. To je super, udeleženci se lahko s tem morda celo največ naučijo, ampak primeren je za manjše skupine in zahteva res dobrega moderatorja, ki zna peljati temo v pravo smer in ki skrbi za to, da udeleženci ne skrenejo z začrtane teme oziroma poti. No, in jaz sem pripravila kar eno anketico. Po teh opisih, kateri format webinarja bi najbolj ustrezal vam, pa bi prosila, če jo lahko kar izpolnite, da bomo videli, ali pa da bom jaz videla, kaj vam najbolj ustreza, kaj bi se vam zdelo najbolje, da bomo morda znali tudi še kaj drugače narediti. Ali pa da bomo samo dodali določen format webinarja, ker sedaj smo se res skoncentrirali na tega z enim govorcem. Pa da vidimo, kako bomo to zastavili v prihodnje. Okej. Bom še malo počakala, potem pa zaključimo z glasovanjem. Okej, najlepša hvala. Okej, no, ko smo določili govorca, temo in ekipo, je treba počasi določiti tudi
tehniko, torej kaj natanko bomo uporabili, katero orodje bomo uporabili za webinar. Mi smo preizkusili nekaj načinov in zaenkrat ostajamo na GoToWebinar, ker ponuja precej funkcionalnosti, med drugim tudi snemanje, torej da lahko vam pošljemo oziroma tistim, ki so se prijavili, pošljemo posnetek po webinarju. Je pa seveda čisto odvisno od vaših potreb, zato sem vam kar navedla en spletni pregled takih orodij, ki jih imate. Malo poglejte, kaj bi bilo najbolj primerno za vas, ali pač morda že imate kakšno orodje. No, in v okviru tega orodja se potem lahko tudi odločite, kakšen bo registracijski postopek. Mi ga peljemo preko GoToWebinarja oziroma preko landing pagea, pa potem to povežemo z GoToWebinarjem in našim marketinškim informacijskim sistemom in potem iz tega tudi pošiljamo avtoresponderje in vse te stvari. Oziroma GoToWebinar pošilja avtoresponderje. No, ob tem mogoče ena zanimivost, kot ste opazili, Slovenci smo malo prikrajšani, kar se tega tiče. GoToWebinar pošilja avtoresponderje v angleščini in vključi še slovenski opis. In od začetka smo imeli kar precej pripomb na tak avtoresponder, da smo se na koncu odločili, da v vsak avtoresponder vključimo še eno pojasnilo, zakaj tako je. Ker pač smo Slovenci in je slovenščina premajhna, da bi Citrix, torej ponudnik tega GoToWebinarja, naredil karkoli na to temo. So nam odgovorili na vprašanje, ali bodo kaj naredili. Odgovor je bil seveda ne. Tako da moramo pač potrpeti z enimi takimi dvojezičnimi avtoresponderji pri tem orodju, ampak smo se odločili, da je to majhna cena za vse funkcionalnosti, ki nam jih sicer ponuja GoToWebinar. No, in ko se odločimo, katero orodje in kakšen registracijski postopek bomo imeli za webinarje, se lahko odločimo tudi, kakšen tip webinarja bomo imeli v smislu cene in cenovne politike. Mi smo se odločili za brezplačne zaenkrat in zdi se nam, da je ponujanje brezplačnih webinarjev v zameno za to, da izvemo, koga kaj zanima in še kaj, kar v redu izmenjava. Je pa seveda odvisno spet od organizatorja webinarjev, kako se odloči, lahko tudi organizira plačljive webinarje. To je popolnoma sprejeta praksa in marsikdo jih organizira take. Potruditi in narediti dober webinar je treba pa v vsakem primeru, no, tako da to je pač odločitev, strateška odločitev, ki jo lahko na eni točki morda tudi spremenite v eno ali v drugo smer. No, ko smo premislili o vsem tem, se je treba počasi lotiti tudi konkretne priprave webinarja, torej prezentacije. Prezentacija pri webinarju je seveda tudi pomembna, ker je prezentacija vedno pomembna, po drugi strani pa lahko marsikdo, ker je to webinar in ker me poslušate, lahko mimogrede delate še kaj drugega, ne, tako da je treba narediti tako prezentacijo, da vas vseeno obdrži na mojem ekranu, torej da je pozornost usmerjena na ekran webinarja in ne morda še na Outlook in e-mail sporočila, na katere medtem odgovarjate, ko me poslušate. Torej mora biti vizualno privlačna, mora biti nekako strukturirana in organizirana, ker webinar je predavanje in mislim, da imamo vsi radi strukturirana predavanja in ne predavanja, ki skačejo iz ene v drugo temo, no. Tako da je to tudi kar precej pomembno. Me pa vseeno zanima, glede na to, da webinar je vseeno taka stvar, ki jo lahko poslušate, pa obenem še vedno delate nekaj drugega zraven in je pač ta moj glas bolj v ozadju. Ali se vam vseeno zdi ta struktura in pa vizualna privlačnost prezentacije pomembna, ali je to nekaj, kar vas obdrži pri
pri gledanju v ekran, ne samo poslušanju govorca. Sicer se mi zdi, da bodo odgovori kar precej jasni, ampak vseeno vprašam. Ker vmes imamo pa še eno vprašanje, medtem ko odgovarjate na anketo. Če smo si prijavni obrazec sami priredili v slovenščino. Mislite na landing pageu najbrž. Mi uporabljamo za landing page, uporabljamo orodje Unbounce in Unbounce ima pa kar precej možnosti oziroma ti da popolnoma proste roke pri oblikovanju strani, tako da tukaj pa jezikovno čisto lahko priredimo v slovenščini, tako da imamo tu precej manj težav kot pri GoToWebinarju, kjer nam sta angleščina malo moti, ja. O Unbounceu smo že nekaj govorili v prejšnjih webinarjih, enkrat sem pa vam obljubila, da bomo morda naredili webinar tudi na to temo, torej kako uporabljati Unbounce in kako oblikovati primerne landing page v tem orodju. Če vas to zanima, mi odgovorite na jutrišnji posnetek ali pa kakorkoli, saj poznate moj e-mail oziroma Twitter handle oziroma vam ga bom na koncu prezentacije tako pokazala, pa mi recite, in če je to nekaj, kar vas zanima, bomo naredili webinar tudi na to temo. Okej, no, ko smo, mislim, da bo anketa zaenkrat lahko zaključim, no, mislim, da tisti, ki ste glasovali, ste glasovali. Okej, no, ko smo določili temo webinarja, govorce, ekipo, orodje, prezentacijo in vse to, nas čaka še en zelo pomemben del, in sicer promocija webinarja. Mi uporabljamo nekako 4 načine. En je, da pošljemo naš redni newsletter tedenski, v katerem naše prejemnike novic opozorimo na webinar. Potem objavimo tudi na LinkedInu, na Twitterju in na Facebooku, torej na našem, na Frodixovem. In s tem dobimo kar precej prijav, tako da zaenkrat nam ti načini popolnoma odgovarjajo. Seveda so tudi drugi možni načini, lahko odvisno, koliko prijav si želite in kakšne, lahko uporabljate tudi dejansko plačane oglase ali pač po želji. Zaenkrat pa je nam tak način dovolj, s prijavami smo zadovoljni, tako da je to to. Vas pa vprašam vseeno, kako ste vi izvedeli za tokratni webinar. Da vidim, kje, od kod ste prišli. No, vidim, da lepo berete naše novice. Super, hvala. Okej, no. Še 2 stvari sta nam ostali, in sicer eno je rezervni načrt. Torej, kaj se zgodi, če 1 ali 2 dni ali pa še celo isti dan govorec odpove. Dobro je imeti rezervni načrt, ampak mi ga nimamo. To pa zato, ker smo v celem letu samo en webinar morali odpovedati oziroma prestaviti s petka na ponedeljek. Običajno to seveda ni, lahko se zanašamo, da bodo govorci da ne bodo zboleli oziroma da bo webinar vedno izveden. Naš plan B je, da preprosto prestavimo webinar. Če pa imate kakšne posebne želje oziroma teme oziroma govorce, je pa morda dobro vseeno imeti plan B, ampak pri tem je treba vedeti, da so govorci, oziroma so udeleženci, ki so se prijavili na en webinar, pričakujejo tisto temo, ne pa drugo temo, Tako da, če že imate plan B, je težko
imeti popolnoma drugo temo, ker bo verjetno zanimala drug tip udeležencev ali pa druge udeležence. Tako da zaenkrat mi svetujemo oziroma jaz svetujem, da preprosto v takem primeru webinar prestavite. Ali pa še en tak plan B je pa, da govorec posname webinar, ko lahko, in potem pošljete posnetek vsem prijavljenim, no, tudi to je popolnoma okej. Testiranje. Testiranje v smislu tehnike, torej da tehnika dela, ker to je ena stvar, ki lahko čisto vedno zataji. In druga stvar, da govorec naredi preizkus. Torej, da enkrat pove prezentacijo. Če je izkušen, gre lahko v živo brez vaje. Če je začetnik, je dobro, da najprej pri sebi pove prezentacijo, da jo pove praznemu stolu in potem še enemu sodelavcu. Torej, da vsaj 3-krat ponovi webinar, preden dejansko gre v živo predavati. Sčasoma se govorci zverzirajo, je treba vaje vedno manj, ampak od začetka je pa to en zelo pomemben moment pri pripravi webinarja. No, in še ena precej banalna stvar, in sicer, ampak obenem zelo pomembna, ne se lotevati webinarja, če nimate prostora za to. Zelo težko je imeti webinar v pisarni, kjer vsi ostali delajo redno delo. In druga stvar, ne pozabite med webinarjem udeležencev utišati. Torej, pri enem od prejšnjih orodij smo še imeli tako, da se to ni zgodilo avtomatično in to govorca zelo, zelo, zelo zmede. Torej, to so take podrobnosti, na katere pozabimo pri pripravi, med webinarjem nas pa lahko zelo, zelo zmedejo. In še ena stvar, imeti je dobro tudi dobre slušalke in mikrofon, da se dobro sliši, da ni kakšnih motenj, da ni šumov, da se lahko dejansko udeleženci skoncentrirajo na vašo vsebino, ne pa na motnje, ki se pojavijo pri webinarju. Raje malo dražji headset, pa tisti dober. No, in še zadnja stvar, ko je webinar končan, je dobro imeti tako posnetek, ki ga lahko pošiljate, in pa posnetek dejansko tudi poslati z neko prošnjo za povratne informacije, če ima kdo še kakšna dodatna vprašanja ali kakorkoli. Vedno je dobro, da se z udeleženci webinarja slišimo še po webinarju, da vidimo, kaj lahko izboljšamo, kaj mogoče ni bilo okej, kaj je bilo okej. Skratka, follow-up je kot pri vseh stvareh tudi pri webinarju zelo pomemben, kajti ta interakcija z udeleženci je v bistvu najpomembnejša in nam pomaga izboljšati webinarje ali pa ugotoviti, kje mogoče delamo nekaj popolnoma zgrešenega. Okej, takole, to je to za danes. Upam, da nisem bila predolga. Upam, da ste dobili en tak kratek pregled nad tem, kaj vse zahteva prirejanje webinarjev, kako se ga lotiti, na kaj morate pomisliti. Če želite karkoli več, če imate dodatna vprašanja, če vas zanima še kaj oziroma bi radi še kaj naredili, v zvezi s tem veste, kje me dobite, na tem e-naslovu, tudi na Twitterju, in vedno vam bom z veseljem priskočila na pomoč in naša celotna ekipa vam je seveda na voljo.